Letos bo v bistvu že 10 let, ko je Zveza NATO prepoznala v Sloveniji kredibilnega partnerja, ki bi lahko razvil nišno zmogljivost, to je gorsko bojevanje. Od takrat naprej smo se mi vse skozi trudili, da bi pripeljali ta projekt do te faze, ko lahko povabimo morebitne države sponzorke, ki bodo sodelovali v projektu. To bodo tako države Zveze NATO, kot tudi partnerske države. To nam je zdaj v zadnjem času omogočil sklep vlade ter povabilo pisma načelnika na to srečanje, ker bomo predstavili tem državam naše zmogljivosti, naše sposobnosti, naše znanje, terene, na katerih izvajamo usposabljanje, predvsem pa ljudi, s katerimi bodo lahko sodelovali v naslednjem obdobju. Kateri ljudje vse bodo, kakšne znanja morajo imeti? Center odličnosti za gorsko bojevanje ni prav tipična enota, kot so ostale enote Slovenske vojske. V njej bodo strokovnjaki, ki bodo sposobni zbiranja in sinteze znanj, torej ne samo izvajanja, ampak predvsem pisanja novih konceptov, doktrin, zbiranja učenja iz izkušenj, razvoja ter tudi preizkušanja novih modelov tako bojevanja kot tudi opreme. Zelo pomemben del je ta, da kljub temu, da je ta center namenjen predvsem Zvezi NATO ter državam Zveze NATO, je ta, da imamo mi vsaj tako ocenjujemo, imamo v Sloveniji kar veliko podporo javnosti, predvsem pa tudi tistih podjetij in organizacij, ki se bodo v center vključile. To so med drugim Univerza v Ljubljani ter različna podjetja, s katerimi že zdaj sodelujemo. Pri razvoju opreme, pri testiranju, za to opremo, za ta podjetja bo zagotovo veliko zanimanje, kajti naš center bo predstavljal nasvet ostalim državam Zveze NATO, tako pri nakupu kot pri izkusu opreme in tudi uporabi v operaciji. Koliko ljudi pa bo delalo v centru? V tem centru bo delalo 26 predstavnikov Slovenije, ki bodo okrepljeni z do 10 predstavniki tujih vojska. Naj povem, da to ne bo edina zmogljivost, ki bo sodelovala v centru. Mi se bomo tesno navezali na 132. gorski polk in predvsem na partnerske države. Centri odličnosti se tudi sicer varirajo po velikosti od teh najmanjših, ki imajo nekje 6-7 pripadnikov, pa do največjih, kjer jih je tudi preko 60. Mi smo obrali neko srednjo pot, to je tudi zmogljivost, kjer ocenjujemo, da nam omogoča izvedbo teh nalog. Kje pa so ti centri odličnosti drugod? Samo eno centrov je v Ameriki, ostalih 17 do sedaj akreditiranih pa je v Evropi. To je en od načinov tudi, kako Zveza NATO te svoje nišne zmogljivosti ne koncentrira samo na Ameriko, ampak se predvsem osredotoča na Evropo. Kajti v Zvezi NATO so prepoznali, da na ta način se lahko tudi aktivirajo države v Evropi, hkrati pa je to tudi priložnost, da na nekoliko drugačen način prispevajo v ta GDP ali pa v produktno, ki ga države prispevajo v Zvezo NATO. Kdaj bo uradno začel z delom? Zdaj imamo v maju letošnjega leta prvo konferenco ustanovitveno, kjer bodo prišle države in jih bomo seznanili. Potem bo druga konferenca v oktobru. Ustanovitev samega centra bo v decembru. Akreditacija, se pravi to je ustanovitev, akreditacija in pa uradni pričetek delovanja smo pa izbrali simboličen datum na dan Slovenske vojske, to je 15. maja 2015. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Jaz bi samo še vprašala, kako gre potem s temi članicami, kako se države včlanujejo oziroma kako potem deluje ta center? Mi smo z Zvezo NATO že pripravili koncept, se pravi vsebino delovanja in smo ga za Zvezo NATO s poveljstvom iz Norfolka uskladili. Uskladili smo tudi memorandum, se pravi pravila igre, kako bo to potekalo. Zdaj v okviru konferenc pa mi moramo najprej države prepričati. Prvič prepričati, da je to, kar je potrebno in na kakšen način. Drugi korak je pa seveda usklajevanje. Države bodo seveda za svoje sodelovanje v centru in za delovanje tega centra prispevale finance. Te finance se bodo gibale nekje med 15 do 20 tisoč evrov na enega človeka, ki bo deloval v centru. Torej gre za velike vsote. Zato je seveda moramo vedeti, da bodo države zagovarjale svoje interese, tako kot bo tudi Slovenija. Dela se po načelu konsenza ali soglasja, je pa bistvena naloga, se pravi, je
predstavitev svojih interesov in potem njihovo usklajevanje. Na ta način bo tudi potekalo delo, tudi potem skozi delovanje centra. Za nas je to velika priložnost, mislim za Slovenijo, predvsem pa za pripadnike moje enote, ki so zdaj že v njej, kajti to je res, bom rekel, ena čast pa ena priložnost za delovanje v enoti, ki prinaša nekaj novega, neko dodano vrednost, saj že ime samo pač se nanaša na odličnost. Tako da